Kaj pa misliš o ljudeh, ki te prepričujejo, da začneš nazaj piti in ti pravijo, da nisi zabaven? Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli nazaj na najboljšem podcastu v Sloveniji. Člani podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, dober dan, Jure in Jure, koga imamo danes ponovno na naši desni. Tima v Doja Cat eri. Jaji, Demons, dober dan ti. Kako Čau. smo? Ma super sem bil, dokler nisem videl Jureta. To smo vsi. Ja, ker je tako Jure živi na pač temu, da kvari ljudem dneve. In On se zbudi, komu lahko danes pokvarim dan? Ja. Najlažje je Timu. Ja, res je, ker padem pod ta kurčev vpliv. Ampak ja, dosaden je. Drugače vi kako ste? Jaz sem pa v redu, no, jaz sem super. Ti nekam zdravo deluješ zadnje čase. Zelo zdrava. Sem v bistvu ne vem koliko več, ker ne štejem, iskreno. 4 dni. Ne, ni 4 dni. Ne, si rekel mesec ti po. Je več kot en mesec, ja, nisem se dotaknil alkohola, ne nobenih drog, ne nič, tako da sem sober več kot en mesec. Ful bolj mi delajo možganje, ful bolj sem energičen zjutraj, več imam ambicij za dan. In nasplošno je boljše, pač ful boljše. Dobrodošel. Ja. Možganov ne znam izklopiti, imam ful teh idej, kaj bi, kaj ne bi, da moj umetniški duh se je spet zbudil. Moram povedati, da pač jaz 5 let, sigurno 5 let nisem bil več kot 2-3 dni trezen v šustu skupaj. Tako da je že prišlo dejansko do, po mojem, iz moje perspektive do addictiona. Maja, misliš? Ja. Se ti zdi? Se ti zdi? Ja, se mi, ja. In sem tudi šel na te, poslušam te Zoome in levo desno za te AA meetings. AA meetings, ja. In prvih 21 dni je bilo grozljivih, iskreno. Še posebej prvi teden je bil graven, meni je vse bolelo, jaz sem se potil, jaz nisem mogel spati. Takrat sem se pol dejansko zavedal, da je pač addiction bil. Ok, kako si šel čez to? Ja, ne vem sploh, kaj mi je kliknilo, pač samo vem, da sem se zbudil en dan in sem bil it's now or never. Če bi šel dalje, pač bi samo šlo downhill. In ne vem, če bi se dvignil še pol naprej, ampak ne vem, zbudil sem se. Če kot si rekel, se treš nisi mogel, valjda greš pol logično nazaj. Ja, mislim, se zbudil. Kaj ti je dalo, da si rekel ne? Zbudil na način, da pač itak sem bil zmačkan ali pa pribit še od prejšnjega dneva. In sem v bistvu pač nadaljeval s tem ritmom zadnjih od 2020, definitivno je bilo kritično od 2020 gor. In nič, sem se zbudil in sem si rekel dovolj. In sem pač se odločil, sem rekel nič, kaj najprej sem si dal 21 dni, zato ker je baje načeloma nekaj 21 dni fora, da kaj že neki, da ti pride v navado. Navade, fora, ja. Točno. Ali pa mogoče, da tudi vse izločiš. Ja, v glavnem, sem si zadal najprej 21 dni. Prvih 10 je bilo grozljivih, res grozljivih, pač nisem spal, ti pravim, pač sem se potil, pač dejansko nisem mogel verjeti, sem bil na Badoro, pač da nisem addict, razumeš, pač, veš, ker je alkohol, ga ne vzimaš tako resno, razumeš, vsi pijejo okrog tebe, pač vsak dan spije nekdo en drink, še posebej, ko daš v gostinstvo in so Ja, kakšne razlika je, če spijo en drink. Nima veze, isto je to addiction. Ne, It's the same addiction, je. To je razlika, če si alkoholik in nisi kava. Ne, zato, ker še vedno konzumiraš. Če spiješ en drink na dan in Nikoli se lahko... ni en. To je drugo, to si alkoholik, če ni en. Večino so 2-3, veš, ne govorimo, da se ga ubiješ, jaz sem se ga ubil, to je addiction. Ja, ma kaj pa Saj če to- vsak to je dan samo addiction. enega? Ja. To ni Ampak addiction. je pač tudi to, da ti spiješ enega ali dva. Addiction, jaz sem zasledil, da je addiction alkohola tisto, ko spiješ en drink in pol ne moreš nehati piti. Ja. Dokler pač ne omagaš. Ja, to sem jaz. Ja, to si bil alkoholik. Mislim, alkoholik, fora pri meni je, da pač sem addict sam po sebi, pač sem takšna oseba, pač sem nagnjen k odvisnosti. Zdaj si odvisen od dobrega življenja? In ja, ne, vedno sem se tudi ga res do konca sem šel, ampak Realno ne pol leta moraš prebroditi. To je, ja, sigurno več. ja. Kar so mi zdaj tam rekli, da če pač mi je uspelo klinkati v glavi, naj se držim, koliko pač traja in naj traja. V bistvu addiction ni problem, addiction je healing part. Začni teč, pač moraš zamenjati odvisnost za drugo odvisnost. Pač se zdaj delam na tem. Kaj pa delaš? Pač delam na vsem, delam totalno na sebi. Pač. Si Pravi- začel to umetnost Pravi in to... šport. Začel sem probaj. ful ustvarjati, something is cooking, good looking, ampak pripravite se. S kolebnico lahko Which is skačeš back. malo. In
Ful pa mi je bilo lepo, to pa moram pa povedati, to ne bom pozabil tega trenutka. Mislim, da je bilo 17-18 dan, se govorim zdaj, kot da sem že eno leto sober, nisem. Nisem, it's just beginning, nisem še neki, ne bom, da ne boste mi, da se neki nosim na... Dobro, tudi to je že v koraku prav smer. Nisem spet toliko, ampak pač se trudim. In ne bom pozabil, 14 dni ali 15 dni je bilo, sem se zbudil, sem šel po tuš, sem namazal s kremom, vse levo desno, sem se pogledal v gledalo in sem se prvič po 6-5 letih Stuširal. videl sebe. Ne, videl sebe. Pač sebe, tipo sem se gledal v gledalo in sem bil ono pač, fuck, kje si bil? Tipo nisem mogel verjeti, da vidim sebe v oči, pač nisem mogel verjeti, da dejansko sem toliko se oddaljil od svoje duše, da me je pač alkohol in ostale substance toliko dale stran od samega jaza. In jaz sem se gledal v gledalo in bil ono, o moj bog, tipo, pač ne znam opisati feelinga. Pač, Dobar dan. Naježil sem se, pač res, to je bilo tipo, sebe sem gledal spet v oči in pač dejansko sem dobil neko euforijo po celem telesu in sem začel jokati od sreče. Što je bil in ta moment takrat mi je pač me še bolj zagnal v to, pač da to je to. In res, se nisem zadal nobenega cilja na nič, takam step by step, day by day, ampak sem ful vesel, da me pač dviga k nazaj umetnosti, spet ustvarjam, imam dejansko ful projektov pred sabo, ki jih planiram in dejansko so tu, tipo, veš, prihajajo v materialen svet, ker večino časa, ker sem jaz delal, je bilo vse v oblakih, nikoli se ni razvilo v 3D svet. In zdaj dejansko prihaja in tako da sem ful vesel in dobre volje in srečen in ja, čeprav ne bom rekel, da je težko, še posebej ustaviti glavo in vse stvari, ki sem jih zapiral v omaro vse ta leta, tih meče ven, ampak alkohol ni rešitev. Una 4 trupla. Alkohol ni rešitev, je samo potlačil vse, je pač addiction je healing part, no. Zdaj ti moraš pač iz tega healing parta stopiti ven. Imaš kakšne nasvete? Če Ni kdo hodi nasvetov skozi pri to? temu, se mi zdi, da pač to mora ti klikniti. Ker meni so vsi probavali pomagati in vsi so govorili in pač To moraš sam, ja. moraš se samo pač Pri spoditi. sebi. Ja, moraš zaščititi pri sebi. Ampak it's worth it in alkohol in te stvari ne preveč jemljamo kot party, kot ne vem, for celebrating, razumeš? Ok, let's celebrate, let's drink to it. Jaz pa zdaj si rečem pač, da alkohol je poison, dejansko. In ne vem, sem začel komaj, bomo videli čez eno leto, ampak sem zadovoljen, sem srečen spet s sabo in sem se spet videl sam sebe v gledalu in ja. Kaj pa misliš o ljudeh, ki te prepričujejo, da začneš nazaj piti in ti pravijo, da nisi zabaven, če ne piješ? Me zanima, pač povem. To se je dogajalo prve 2-3 tedne, zdaj se ne več. Na začetku je bilo ful, ja, to. Pač tudi jaz sem se počutil ful slabo, zato ker sem znan dejansko, dejansko sem, ja, kot party animal, kamorkoli, pač koga pač vprašaš, veš, da ono, če pridem jaz sem hodeča žurka bil vedno, razumeš, pač kamorkoli je bilo, udaril sem se v prazno, bolj me kurac za vse me še vedno, zdaj me še bolj, ampak ne vem, meni se to ne zdi cool. Kaj ni lepo biti hodeči sober umetnik? Je, saj sem še vedno, da ne bomo razmerili, še vedno. Čakaj, umetnik in sober, to gre skupaj. Uspešen umetnik in sober. Pa dobro, to je drugo. Ne, sej vsak ima svojo drogo, sej droga pač, ja, mislim, še eno kadinčika. Ne veš, pol še čiko se znebiš. Ja, recimo zdaj moja droga je Red Bull, tako, če sem iskren. Res. Red Bull sponzorira nas, da rešimo tima. Ne maram tega, da folk pač začne to delati, ampak lih to je fora. To se zavedajte vsi, ko boste probali, vsi, ki imate težave z alkoholom ali s čemerkoli, da boste hoteli se reči tega addictiona, vesolja, universe, whatever, kakor vi temu rečete, bo vam konstantno pošiljal. Pač. Še posebej na začetku bo hudiček ti dajal Temptation. In prva 2 tedna je bilo to konstanta. Tipo, so se vrnili ljudi, ki jih nisem videl po 2 letih. 2 letih nisem videl, to so bili ljudje, ki sem žuril z njimi. In so kar naenkrat, prvi dan, ko sem se odločil ne piti, bili tam in mi težili naj pijem. Ja. In je bilo več, una prva 2 tedna pač je bil konstanten temptation in vesolje pošiljal neke stvari, ki mi meni sploh niso bili jasni. Ja, ti dajo vira, da te testira. Imam jaz eno tezo o ljudeh, ki to delajo. Torej, To, ki te preprečujejo. Določeni ljudje se počutijo boljše, če piješ tudi ti. Ja, da niso sami v temo. Tako. In pol ono,
je to njim kot ono, aha, lej, tima, sej on pač bolj pijen, je bolj več pije kot jaz in zato je to v redu. Ja. Jaz mislim, da te ljudje te ponovaj prepričujejo, da piješ. Ne, mislim, jaz sem specifično, mi zdaj ne dela več tam, ampak se spomnim, je bilo eno obdobje, ko je pač ta oseba prav imela to neko euforijo pri tem. Ma ja, še vedno nisem tim. Še vedno nisem bila tako nabita kot ti. Še vedno nisem delala to, kar si delal ti. To. But still you're drinking. Pač ne, to me je tudi ful spravilo k temu, da sem nehal piti. To mi je dejansko pomagalo pri temu. Plus, kar mi pa je najbolj pomagalo, je gledati ljudi, ki se zbudijo zmačkani in ki se brukajo in ti povidiš sebe, ampak s treznimi očmi in si ono, what the fuck, I was that. Ja, ful je lepo se zbuditi, meni je tako lepo ono se zjutraj zbuditi. Danes sem spal tako 8-9 ur in se lahko za pol ure prestavimo snemanje. In se lepo spiješ kavico, no veš, lepo se samo imaš pospravljeno stanovanje, lepo se usedeš in nariš kavico, spiješ kavico in nimaš nobenih. A to je to pač, ful lepo. Še lepše to, da pred tem greš komu žurat ven in zjutraj se vseeno zbudiš tako. Easy, dober dan. Matej, mi vemo, zakaj si ti nehal piti. Jaz sem šel ven žurat še parkrat in sem bil isti, kot sem vedno, da se ne razumemo narobe, tipo pač Luna in to me je prav vprašalo, lejca, Pipi je bila, pa kaj si ti šta popil ali nešto, in sem bil, ne, stari, nisem nič spil. Ampak me je udaril ni placebo, ker Placebo, ja. Placebo efekt, zato ker sem pil pač 0,0 in jaz imam itak retardirane možgane, hvala Bogu. Imam ta nek delužen v moji glavi, ki je pač Delulu. Tako močen, da dejansko prepriča sam sebe v stvari. In zdaj ti pa razumeš, ti pa to isti retočim radensko, v shot glass in kao rok ne veš, ki imam neme huričke in to malo, kao da je rakija in to. Ampak ja, pač ja, I'm trying to find solutions. Dino, kar je isto žuram, isto sem žival, isto se brukam, nothing changed, ampak pač grem spat ob enih polnoči. To je dino ono, kar ne zaglavim in sem še cel naslednji dan. Ampak je ful lepo, ful priporočam, ampak da ne bomo se narobe razmeli, ni nič narobe s tem, če pač spiješ kaj. Pač, dokler ti veš, da si v redu, je cool. Vse je v normalni meji. Jaz nisem bil v redu in sem se zavedal, da nisem bil v redu, neki čas sem zavedal, da nisem bil v redu, ampak nisem nič naredil za to. Zdaj sem. Ampak vsak ve zase, pač če ste nagnjeni k odvisnosti, paste, no, jaz sem kar zabredu. Če se hoče nek tvoj prijatelj izboljšati, ga podpiraj pri tem, ne pa ga vleč dol. Še nekaj moram povedati. Povej. Sem kupila avto in zdaj sem spet na cesti, full divji, tako vozim in nabijam muziko, Dožo seveda, ker je tako za samo moj Dožo Cat era, bi rekel Jure. Ko da sem full navdušen od moj Ford Fusion, ki je v bistvu moj Peugeot na steroidih. In če voziš full hitro na avtocesti, tudi tako plastika ven in začne tako leteti, tako da je res Fusion. Imaš vinjeto? Nimam vinjete. Kaj se voziš po avtocesti? Divje. Je boš to pokazal. Rekel, gospod policaj. Ima je 300, ni policaj, je Dars. Vem, gospod Dars, no. Bom pokazal Joška, neki, ne vem. In ko spet voziti? Bopno mislim, da mi lepo voziti. Jaz sem se vozil s Timom. In? Sem mislil, da bo zadnjič. Ne, na začetku mi je bilo ful strah, pač, ker jaz se tudi ful kot malo vozil z ljudmi, pač, ne. Ja. Pa sem rekel, grem v ekstrem, grem voziti s Timom. In tako prvo, da se ne vozi z drugimi, da greš se voziti s Timom. Zato, ker sem ga hotel podpreti. In pol se usedem v avto, prvo neka voodoo lutka mu visi dol iz vrat in ono me tolče v glavo. Pa se lahko daš dol, mi je rekel. Pa sem dal dol na lutko in pa ne bilo. Bogi, veš, koliko si pač ful je bil smešen. Ful. Vna lotka tako tuf po glavi to. Kaj ni lepo biti samostojen? Karkoli rabiš, tam greš, ja, ne rabiš nič čakati, nobenega nič. Kdorkoli na živce, sam spokam v avto in grem se, kovac jebe stari, ne rabim čakati nobenega. To mi je vrh, ne, to mi je res vrh. Stojiš lahko tu imaš sil noge. Seveda imam pač tesnobo v avtu, ne, meni mi ni prijetno biti v avtu pač, nasplošno. Rabiš G-Wagna, enega večjega, enega G-Wagna. Ma ne, jaz imel Odpri šipe. Hippie van, hippie. Počutiš, da nisi zaprt. Ne, ampak drugače sem spet na cesti, no, tako da paste se. Rdeč Ford Fusion. Z voodoo lutkami, no, seveda. In še nekaj bi samo povedal, da pač, da ne bomo se narobe razumeli s tem mojim novim accountom na Instagramu, če kdo sledi, sem videl opasko, da dosti ljudem ni všeč, da ni to nič satanistično. Talk to us, Tim. Kaj si prodal dušo hudiču? Nisem, ne verjamem v to. To je pač samo arci
stuff I post, I like, meni mi pač okultistične, morbidne, strašne, grozljivke in te stvari so mi bile vedno všeč. Vedno sem bil, vedno me je to privlačilo, od malega sem gledal grozljivke, od malega krimi je bila všeč, pač tačne stvari so meni všeč. Meni je to bilo vedno arci. Jebi ga, to je my brain. Torej nisi nič satan... Nisem, meni mi je to všeč, meni te witches, okult, bla bla, to je pač me privlačilo, vedno sem rad gledal, vedno me je zanimalo. Bojo brez stvari, prihajajo stvari, tako da če vas zanima. Smeš kaj deliti? Ne bi še rad delil. Dobro. Na tvojem mestu ne bi toliko še hype folk, pač naredi. Ne, sem fiks. Pač naredi samo. Sem fiks. Dobro. Ni panike sploh. Gre naslednji teden. Ne toliko... Ne postavljaj visokih pričakovanj. Ne hypam vas, ni nič tako special, ampak... A jaz pa se to ne strinjam, vaš? Jaz se pa s tem strinjam, da ne smeš hypat folk, prank, kaj narediš. Ne, pač na hypaj. Zakaj? Prvič marketing in drugič na hypaj, da se ve, kaj pride. In da pol res čakajo, kaj pride in po moje to, kar narediš, bo bilo tako, bojo vzeli na višjem levelu. Bojo ful bolj cenili. Pa mislim, da ne. Zakaj ne? Zato, ker pač prvo naredi in pol do the talking. Ja, se strinjam, zato nočem nič spoilati, ampak samo govorim, da pač ljudem, kjer mi sledijo, da pač vejo, da je zdaj pač drugačno obdobje v mojem življenju. Kot sem vam povedal že milijon podcastov nazaj, da jaz sem pač ko en kameleon in imam pač svoje obdobje, ne? Zdaj pač to obdobje umetniško prišlo nazaj. Ampak sej ne hypaš, da je dobro, samo hypaš, da boš nekaj naredil. Pač, Meni se zdi to brez veze, meni osebno. Ja, pač naredi, zato, ker pač naredi, ker folk ne jemlje resno, če ti ne uspe. Ja pa sej, to si daš en deadline nase, pritisk nase, da pač okej, res narediš. To je pač nek pritisk od zunaj, ampak to moraš ti not v sebi najti. To željo, da nekaj narediš. v glavnem, Tako jaz mislim. Ja, ne bomo nič spoilali. v glavnem nekaj prihaja. Ja, če ne drugo bom jaz prišel na koga, tako da. Ti mi je nazaj. Tako da ja, no, mislim, umetnik, mislim, jaz sem back, bitch is back. 5 let meni je bilo, tako da it's the season of the witch. Rečem jaz temu. Dobrodošel nazaj, Tim. Dobrodošli. Ja. Dobro, Jurček, ti mi povedal, kako je kaj bil njegov teden in zadnji mesec, ko je bil kaj tvoj ta teden? Kaj si počel? Moj ta teden je bil športno obarvan. Opa, si športov? Pa ja, vsak dan sem šel na trening. Bil sem v Ljubljani, bil sem v pisarni, delal sem doma. In tako pač. Si delal? Klasično 28-letno življenje. Okay. Ja. Nič posebnega, nič... Koliko je tvoj biznis, milijon bo prišel kmalu? Ne, bolj daleč sem. Zakaj? Mi gre slabše, kot sem izdobil. Kdaj si zadal ga? 25. Dobro. Ampak se bo zrihtalo. Jaz sem investiral v tebe kot mojega bogatega kolega. In to zdaj... Jaz sem investiral v tebe kot mojega filmsko uspešnega kolega. In kaj zdaj? Nismo povedali nič o Movitu. Imam jaz stare trofeje, novih nimam, to priznam, ampak... Nismo nič povedali o Movitu, Matej, ko... Smo v prejšnjem podcastu. Ok, res? Ja, Nisem ajde, ga pohvali se. poslušal. Kaj je z vašo ekipco? V glavnem, Peti kader forever, smo naredili bolano dober film v 60 urah, točno 60 urah. Ali 59,34. Ja, malo prej, no, ampak ja, nič, meni mi je pač, hočem samo povedati, to mi je bila spet bolana izkušnja, zato ker smo prišli gor, smo dobili, kako se jim reče? Usmeritve. Usmeritve in najlepši proces dela mi je to, ko dobimo usmeritve in se usedemo v avto in vozimo nazaj in začnemo tuhtati pač o scenariju, kaj bomo, kaj ne bomo. Kaj se bi jaz? In tako, ta del mi je najlepši, pač ta del s scenarijem, ko Luka ful razmišlja, pa mu mi mogoče damo kakšno idejico, pa pol on to vse sestavi skupaj, naredi scenarij prvi dan, napiše vse levo, desno, sound guy, že so na soundu in pol naslednji dan snemamo. In pol greš se zmagati. In pol gremo zmagati, ja. 3. smo bili. No, povej malo, s tem 3. mestom, ne? Ste zadovoljni s 3? To super, stopnička. Ja, smo, valjda smo zadovoljni, valjda, da smo pač... Film, umetnost je stvar, ki je za vsakega, vsak dojema drugače, vsak ima drugačen okus, vsak ima pač drugačne ideje o tem, kaj je njemu dober film, kaj njemu ni dober film. Tako da pač to je itak subjektivno.
lahko komu bil kakšen film boljši, bi se zaslužil 3. mesto ali pa 2. ali pa 3., tako da to je pač spet odvisno od žirije, ki so bili te 3 letos, ampak jaz sem ponočen na našo ekipo, z leta v leta rastemo vedno bolj in film mi je ful všeč, čisto drugačna, kako se reče, pomagaj mi. Nivo? Ne nivo, Vsebina? vsebina. Produkcija. Ja, je čisto drugačen kot lanski. Lanski je bil pač vibe, mislim, Pač drugi film. Ja, mislim, ja, ni... Drugačen koncept. Koncept, ja, je drugače, te pusti drugače na koncu. Tako da ja, pohvalil vsem, ki so pač bili na tem, vsake čas, da ste pač bili tam, del tega. Poglejte si 6x60, Movit, 5. kader, ti like fucking... Zakaj pa je 6x60? To ne razumem. Je 6 minut. Zato, ker so 6 do 8 Illuminati minut. confirmed, po Bolj mojem. nima, pač kaj fora, da je 6x6? Ja, 6 minut, 60 ur. Hočejo full 6, ker so Illuminati confirmed. Je lepo videti, pač. Ful ni logično. Ja, pa 6 minut, Ja, pa če 60 so ur. Illuminati... Zakaj krat? Ker so Illuminati confirmed. Je pač je, tako je, kaj češ. Ne, čestitke. Tako da hvala, ja, čestitke čast. tudi Kukovičku za prvo mesto, vsake čas. Delil bom še enkrat, ko prije ta podcast ven, ta film, da si ga lahko pogledate, pa poveste vaše mnenje in vete, da ta film bil narejen vse, od scenarija do muzike, do igre, do color grade, do vsega v 60 urah. Lahko bi dal tvoj film in ta film, da glasuje, ker je boljši. Moj filma še ni. Haha. Pa ni narejen v 60 urah, ne moreš dati ga zraven. Ja, si to pač. Mi smo letos pač smo zafukali, kaj smo? Znači, ja, tudi mi smo eno leto nismo dali. Ja, mi smo pač zafuk, to je to. Mi smo tudi imeli eno leto, ki pač točno 1 leto potem, ko smo bili prvi. Smo si zadali ful pač preveč in jebi ga. Smo bili zagreti od zmage in so bili gremo vedno bolj, smo imeli red kamero, ki so za hobita, ne vem kaj, in pač smo snimali na zaklonišču, je bilo ful malo prostora in pač jebi ga. Mi tudi smo Ni bili... šlo, smo se usedli in je bila Helena, pač se spomnim tega, smo bili, gremo vsaj nekaj vdati, da nekaj vdamo in smo bili pač vsi skupaj, no pač ne, glej, jebi ga, pač ne bomo nič vdali. Ni šlo, se zgodi in to je to. Mislim, vse point pač tega je pač lih ta cela izkušnja, pač moraš tudi ne vdati. To je point movita, da tudi ne vdaš. Hudo je, ki se dobesedno pač, koliko je kliše, se učiš iz napak. Zdaj točno vidiš, kaj si vse naredil narobe. Nič ni narobe, če je kliše stvari, življenje je kliše. In zdaj vidiš, kaj vse lahko popraviš in vidiš, kje so luknje v sistemu in jih popraviš. In drugič se to ne bo zgodilo. Tako da to je samo dobro, tudi če zgubiš, kdaj pač... Nič narobe s tem, da zgubiš pač... Ja. In tudi če je tako kliše, ja, pač je, življenje je kliše, ko mi gre ful že, ljudje na življenje, ja, to je kliše, to smo že videli, ja, ker smo že vse videli. Veš, kaj pa jaz nisem videl še? Kaj? Poplave v Mercatorju. Oh my goodness gracious. Bil sem ta teden v Mercatorju in kar naenkrat je začelo liti iz strehe, cela streha začela puščati, tako se vse usulo dol na izdelke. Prejšnji teden je bila tle ful poplave, tudi na obali. Prejšnji teden je bila tle ful poplave. Kot sem to rekel, sem bil, to si rekel slovenščina za popizdi slabo. V glavnem ne, prejšnji teden so bile poplave tudi tukaj na obali, malo frka in ja, liko je bila una tramontana nevihta, sem jaz in moja smo bili ujeti v trgovini. V Mercatorju in kar naenkrat začelo tako vse lit, odzunaj vse lit in tako, malo bilo scary. Je bilo vse lit. Vse je začelo lit, povsod je bila poplava in ja, odzunaj poplava, notri poplava in sem malo tako, bala. Tako da, ja, malo bilo scary, upam, da vsi imate rešeno tle pri nas, kar je bilo meni najbolj fascinantno, jaz sem na hribu, pač Markovec. Vse je bilo poplavljeno, hrib je bil poplavljen, ko je hrib poplavljen, ne vem, ampak vse je bilo poplavljeno. Grozno je bilo voziti tudi, ja. Pač jaz sem dejansko tudi hujet v temu. Res? Ja, in še jaz mojo vožnjo razumeš pač. Tipo, jaz sem pač, ne vem, folk je pojem pa bi zdeval za mano, jaz sem vozil pač 10 na uro, 20, ko sem bil. Vse je raje voziti čas. Še ki ne vidim nič, sem bil pred stari smešno folo, res. Mislim, grozno je bilo, ki tako iz nič je ratalo tema, črno. In tako črno. In tako, jaz sem mislil tipo, da je Stranger Things, sem čakal, da pride 11 in je... Fuck, grozno, no. Je bilo kar divo, ja. Jaz sem bil kar doma, kar ob 11 je bilo tema. Ja, iz nič. Meni je bilo lepo, meni je te morbidne stvari. Pač ma je bilo mogoče malo too much. Ne, ni bilo. Malo. Vem, da Naomi Campbell je bila celo tako,
umrle boklje, in sem bil Dave Campbell, umiri se. In meni je bilo fulno Pač, ko dežuje, je lepo mirno, ko je tako je že malo too much. Ne, meni je bilo lepo, ker ti pravim, te morbidne stvari so meni... Meni je megla všeč. Tudi ja, mogla je bolala. Samo na obali ni megle. In da pride tako zombi. Kar je bilo smešno še, Povej, da se ne smejimo. jaz sem šel... Ne, jaz sem bil v trgovini v Ljubljani. Zdaj si mi čisto. Nekaj skoto reči. Jaz sem bil v trgovini v Ljubljani z mojo in pač gremo v lift in tam se slučajno zaklepetamo z neko staro nonico in ona kar ni lift ful huda stvar. In mi tako gledamo, Ne, se ne strinjam, lift ni huda stvar. pač lift je huda stvar, ne porabimo stopnic. In začela razlagati, kako se spomne 1962 v modni hiši v Ljubljani, ko so bile prve tekoče stopnice. In nam je razlagala, kakšen fenomen so bile tekoče stopnice in kako dejansko ženska, ki je pač starejša od nas, ne vem, 60 let, je to fascinantno in koliko se je tehnologija razvila. In to sem rekel, da tle delim z vami. Kaj ste videli ono dvigalo, ki se stalno vrti? Ki se stalno vrti. Ste videli to? Jaz sem to probal. V bistvu stalno se vrti, je kot tekoči trak, ne, se vrti in ti v bistvu stopiš notri medtem, ko se premika. Je to nevarno. To je bilo, tako so bilo včasih dvigala. What? Ja. In kaj če fališ? Mislim, zdaj eno je bilo, Kaj jaz sem, te na zmeš? Danskem sem bil v takem dvigalu. In kaj te zmasti? Včasih te je. Kaj misliš, da bo tako tehnologija za nas, ki bomo bili mi wow, mindfuck? Naslednja taka večja stvar bo te superkonduktorji, to je naslednja stvar. To spremeni vse. To bo samo pač, Ne, to spremeni vse, pač, legit. ne bo izgube. Ja, Ampak še vedno, samo predstavljaj si, da ni izgube, pač zdaj vsaka stvar, ki imamo izgubo skoraj. ja, ampak koliko meni to spremeni, veš, tako everyday life. Recimo prevoz. Kaj niti ne bo več teh kablov. Ne, recimo luč se segreva zaradi tega, ker Ja, je in zdaj določena pač izguba, ne. luč se ne bo segrevala. In recimo, pol boš imel primer, ne boš, recimo veš, oni vlaki, lahko ne bojo nič izgube energiji. Po mojem, Ja, ma ti pravim, po še vedno mojem bo Čipi, po mojem. vse isto. Veš, pač vse, kar imamo, Po bilo mojem čip dal. zboljšano bo bilo. Po moje to. Po mojem čipi bo izjebali. Mislim, bo pač... Veš, da že zdaj imajo Vem se ga on tudi dal. za plačat Apple Pay in te fore. Bolje me. Čakaj, bom povedal, kje lahko uporabimo. Kje lahko uporabimo superkonduktorje? Pri pospeševalcih, recimo tak je v CERN-u, to lahko uporabiš, pri generatorjih, pri prevozu in pri računalništvu, električnih motorjih, pri zdravstvu, recimo MRI, veš, ta magnetna resonanca in prenosu energije. Ma vidiš, to je vse super, ampak vse, kar imamo, zboljša na level, 100% level uporabe. Mislim, da celo lahko narediš pač scena, da lahko lebdiš je to fora, razumeš? Neke take fore so, da lahko... No, veš, kaj bi bila tehnologija, ki bo nas mindfuckala? Leteči avti. Tipo to, ko se začne zdaj je bilo pred časom, je kao nekdo rekel, da so neki Korejci so bili, ali Kitajci, no, ki so prijavili, da so naredili ta superkonduktor, ki deluje pri sobni temperaturi. Ampak za zdaj ni nič še prišlo ven, če to res ali ne, no. Oni so dali... Tudi če pride ven, če ne bo dosti, kot sem rekel prej, profita, pač... To je nerealno Znači, profit, bo pač government to dobiš pustil. Nobelovo nagrado, če to odkriješ, pač. Pač fora je, da lih en dan sem šel protko gledati na YouTube, fora je, da jetpacki obstajajo in dejansko obstajajo dirke z jetpacki. Vse obstaja jetpack, No, pač pravim, to vse že imamo in to nam je tako cool. Kaj nas lahko z mindfucka? Ja, meni bi ful presenetilo to, da pač najdemo način, kar je tako skregano vso fiziko, da imaš nekaj, kar... Po moje za lebdet. Ne za lebdet, ampak da dobiš pogon, ki v bistvu je brez izgub. Ne vem, recimo, da veš, si predstavljaš pač, da imaš avto, ki ne rabi v bistvu Nič porabljati. Ampak porablja nekaj, kar pač Spremenjali. shape shifting. Ja, Fuck. to je bilo formulano, lahko shapeshiftov. Če zdaj imamo tudi ta AI, postaja vedno boljši in pač res ne vem, kaj nas lahko mindfucka. Se lih fora, da The je... end of the world. Po moje, to bi bili po moje pripravljeni. recimo, kakšni... Je bilo smešno, ko so te vesolce napovedali, ki smo bili vsi ne, nobody gives a fuck.
Vsi po moje so in tako. Pač je tako, da so odvedno, nobenega ne briga. Pa če so že, mogoče bom probal z njimi hoditi. Moj si ti, če kdo ve solec, ki ga jaz poznam, si ti. V glavnem, zdaj se je začela šola za mnoge, upam, da se imate lepo, upam, da niste prvi letniki in če ste od Črnega Kala gor, bala vam, ker ste celi popisani. Mi smo srečni, da tega nimamo. Tako da, fantje, mnenje o fazoniranju. Meni mi je to tako malo retardirano, meni mi to ni neki, da zdaj moram. Z alkoholnimi flomastri. Ja, vem, na ekonomski so imeli drugo foro, da pač v 4. letniku, ko so končali 4. letniki, so zadnji dan pač nas zalivali, vse, ki še nismo. Pač jaz si moker, take poleti se posušiš, ampak to, da imaš to alkoholno po faci in po vsod, je meni malo... Ne vem, nismo v Ameriki, no. Ne vem, mi smo imeli... Če delajo v Ameriki? Ameriki ima te, veš, ne. Neke, ja, fazoniranja. Nisem vedel, da imajo to v Ameriki. Ja, ki imajo hiše, kaj so, veš. Sororities. Ja, ma dobro, une pol na faksu. Na faksu, ja. Ne, lej, pri nas na Pomorski so nas fuknili v vodo prve letnike, to je vse, kar je bilo, dosadno je bilo. Smo pa veseli, da mi nimamo fazoniranja. Ja. Pač uno ne gre dol, uno ti z alkoholnimi flomastri tam hodiš, bala. Najhujše je, meni ni jasno, kako prije do tega. Ker se moraš pač reči, da si, ne vem, drugi letnik, kako vidijo, da pač... Ker vejo neki so drugi letnik, da nisi. Okej. Ja, kako vejo sploh, da si prvi letnik? Ja, tako vejo, da nisi drugi. Ja, pizda pol drugi ful so aktivni tle, da se ne moraš... Vse to vsi sodelujejo. Kaj ti si poznal vse tvoje paralelice? Ja. Ja, pizda, ja, okej. Ja, pizda mi tudi, ja. Fuck. Da si poznal. Torej, ne da se izmuzniti fazoniranju. Vse vidiš, kjer je. Kaj če padeš je. in si spet v prvem letniku? To se ne šteje. Nisi več fazan. Nisi več fazan. Ja, ne, enkrat je, prvič, ne? Ja. Fuck. Dobro. Ful vrača. Ja, nič, vsi srečno, ki hodiste zdaj v šolo, osnovna, srednja, faks, če začenjaste srečno, imamo kakšne tips and tricks, naše šolarje, faksovce, srednje šolce. Aha, torej, da vsak kaj povemo, tips and tricks. Ja, mi smo zdaj to dali skozi za reč, skoraj da. Jaz tako... Ti si dal edini v celoti vse skozi. Ja, pač jaz mislim, da... Tip iz osnovne šole? Ne vem, nimam tipa osnovne. Pač bodi, preživi osnovno šolo, pač potrudi se malo z ocenami, pol za srednjo. Tam itak imaš toliko nekih, sploh ti ni nič jasno, se mi zdi v srednji, mislim, vse meni ni bilo. Pač tam samo obstajaš. Tam se iščeš ful, ono ne veš, ono imaš mozolje, si goofy. Pač, jaz bi predlagal vsakemu, da mogoče v srednji, vsaj da malo treniraš, neki se pravi, začneš ukvarjati. Ne preveč na fitness, ono form. Tako da z nekim športom se ukvarjaš, da imaš neko stvar. Pa probaj najti neko stvar, ki ti všeč. Ja. Pol za faks, pa se čim bolj vključuje v neka društva dodatna, spoznaj čim več ljudi. Bodi aktiven. To ti pomaga dosti pol v življenju, recimo, da se povežeš z nekimi ljudmi. Smo še vedno ful kolegov iz faksa, ki se dosti krat kaj vidimo. Je pa to, da srednjo končaj, mislim, če ne končaš srednje, je pač malo tako, no, mislim, za moje pojmenilih. Končaj srednjo, ker pač razen, če nimaš nekih izrednih razmer. Pač nam je to vedno govoril naš razrednik, ko je popisal naš, ja, se srednja šola ni obvezna, ja, kinda pizda je. Mislim, je pač, je temu se reče neki higienik, je po mojem, no. Mislim, je pač ono, da moraš končati srednjo. Če bi zadeli ti po loterijo, nek tak bizaren primer, in ste v srednji, bi jo še vedno dokončali? Ne. Jaz se nisem, tako da bi jaz dobil v srednji, ne vem, 100 milijonov evrov, ne bi vedel, kaj delati z njimi. Ampak bi dokončal srednjo? Pa ja, jaz sem tudi pač faks končal, zato ker če se neki lotiš, je lepo, da končaš. No? Ja, ti pravim, pride ena taka... Imam dober primer iz faksa. Jaz sem naredil vse, vse iz prve, vse letnike in... Kjer je faks pa si hodil? Ekonomsko. Prvo sem hodil na računalništvo in informatiko, sem se prepisal. Ok, in kaj še ta? Na svet? Ja, na svet je ta, da tudi če se ti ne zdi pomembno, ampak in neki se lotiš, če pripelješ skoraj do konca, pa zaključi. Zato ker, recimo, jaz sem diplomo vlekel,
Pa nisem imel mirne vesti, dokler nisem napisal. To lahko povem jaz iz prve roke. Fizično ne moreš nič delati, ne moreš nič razmišljati, dokler ne narediš te diplome. Jaz moram še napisati diplomo in posneti moj film in to vlečem že na leto. In ne moreš spati, ne moreš razmišljati vse, ker vidiš je ta diploma, ki ti manjka in vidiš 100 projektov že naprej, ampak to je tako zid. To je zid, ki ga imaš na mislih, moraš podred, zrihtati in politi na vse drugo. In jaz sem bil pri eni moji čiračara in legit mi je rekla tako, na spiritualnem levelu, vesolje čaka, da ti da nove izzive, nove izkušnje, ampak ti ga ne da, ker zdaj imaš to. Reši to. In to je ena taka stvar v življenju, kot je rekel Juraj, če začneš, fucking končaj. Jaz se spomnim, fizično se mi je upirala diploma, pač jaz nisem mogel pisati, ampak sem se pač prisilil. Tudi, pač in sem jo napisal, sem jo dal v ono, sem imel tudi ful dobro ocenjeno pol. Ampak na koncu dneva ne odlašati, ker tako sem jaz sebe prepričal, diploma je pač dejansko dolg seminarski, pač seminarska, to je to. Nič hudega, nič bav, pač napišeš in čau. Daš v lekturo in je narejeno, tako da, ja. Ne obupati. Ja, definitivno ne obupati, ampak ne vem, jaz sem čisto iz druge strohe bil. Strohe. Jaz nisem končal srednje. To je lahko še vedno končaš. Vse lahko še vedno končaš, kaj? Ampak pač v moji situaciji je ne rabim, tako da pač je ne bom niti. Ampak pa predlagam vsem, da pač valjda stay at school, končajte šolo, pač tako grozno in tačni problemi in bla bla bla, ki se vam dogajajo v srednji, ne, it's not that difficult, pač to se ti samo zdi, ker si v takšnem obdobju in ti je vse najbolj traumatično in nič ni fair in to samo tebi se to dogaja in zakaj samo meni in omega, ampak ne, pač ja. Ta najstniška leta so pač kar drama full, ampak ja, končajte, ostanite v šoli, res končajte, ne stojte se preveč ukvarjati s temi problemi, ki so irelevantni, totalno, boste videli čez leta, pol teh ljudi ne boste se niti spomnili, kako se kličejo, ker jaz se ne spomnim skoraj da nobenega iz srednje, iskreno. Še neki si ti zdijo največji frajeri v srednji ponovadi, polko odrasteš, ja, so najnižje končajo. Debeli, večinoma, ki jih zdaj gledam. Pač eni imajo, so imeli svojo ero pač v srednji. Ja, jaz sem imel glow up pač pol, ja. In te, ki so tipo the baddest bitches of the mall v srednji, kao, in so najjače in najjači, so zdaj tipo 26. I would not smash that. In ja, ne se toliko sekirati in nič ni narobe s tem, da ne veste, kaj bi, kaj ne bi. Zato, ker pač bo prišlo tudi za vaš čas, pač spustite se s tokom, probajte sneti, kaj pač vam je všeč delati, ampak če še vedno ne veste, ni nič narobe s tem, samo pač končajte nekaj, da boste vedno odprta vrata. Zdaj na faks tudi pri 26, 27, 28. Nikoli ni prepozno zdaj na faks. Jaz bom tako rekel, osnovno, čim bolj uživaj, ker pač ne rabiš še razmišljati dosti. Razmišljaj, kam bi šel na srednjo, če si v 9. razredu tako malo dobi kakšne ideje, kaj izprovaj. V srednji, bilo kjeri srednji si, delaj stvari zase, imej hobi, eksperimentiraj levo, desno, gor, dol, se ti bo splačalo. Ker 20 so še bolj v kurcu dol. Ja. Do takrat, če pridemo v srednji, res ne se sekirati, kaj drugi pravijo, delaj, ker hočeš delati. Jaz imam en primer. Jaz sem že v 2. letniku srednje začel tako postati te skeče in to na Instagramu in sem imel moj profil dokaj privat, ko moj član in noben ni to vedel. In potem se to malo zvedlo, ne? In takrat to še ni bilo tako popularno, tako everyday, ni bilo TikToka, ni bilo nič in valjda izpadeš malo čudno, kaj ta dela, kaj to uno. In se prav spomnim, en član me tako, ta frajer tipo, me tako samo zabaval, drkal, kaj ti to delaš, what fuck, kaj in kaj pravijo, kaj pičke na to. In pač se smeješ, kaj ima veze in zdaj pač lahko jaz rečem, leta kasneje, cool, zmagali smo v Kanu zaradi vseh unih videov, ki so bili takrat. Tako da je v redu. Ne se sekirati, delaj res to, kar fucking obožuješ. In be yourself. In ne skrbi, če se počutiš tako v nepravem okolju. To je pač fucking srednja. Ne vem, mora se počutiti tako. Kaj pa je sploh pravo okolje, mislim? Pač je srednja, pač tam si version in the wild. Jaz sem full hotel v srednji, da se že najdem. Ne boš se. Tudi v življenju nikoli se ne najdeš. Z dneva v dan se iščeš in iščeš
In iščeš. Ja. Vsak dan se učiš nekaj novega. 20 so še bolj uko, stari. Zraven tebe delajo družine, se poročajo, gradijo si ne vem kaj future, bla bla bla, in drugi zraven tebe ne vem kaj dela in ti si tam vsak obdobje, veš samo kaj vam vsem predlagam, ne stojte se ozirati okolje, kaj dela kdo kaj dela, komu gre dobro, pač to je vaš maraton, vi tečete svoj maraton in to je to. Pač be your own competition, that's it. Ne stoj kompetirati z nobenim, ampak samo sabo teče svoj maraton, zato ker lahko nekdo bo uspešen pri 40 in mislim pri 20 in bo umrl pri 35 in ti boš uspešen pri 50 in boš živel do 90. Vsak ima svoj čas in vsak ima svoj pot. Pa ne dovoli, da okolje vpliva na te v smislu, jaz sem bil tako, na pičken dem, ampak jaz sem bil ful preden v osnovni šoli, če sem prišel v srednjo še pač pomorska, vsem je bilo cool, da imajo uno dvojkico, meni je bilo to dvojka, to, valjda se potrujiš malo v šoli, pizda. In kot sem bil jaz v tem okolju, sem jaz zapadel to, da sem se zadovoljil z res najnižjim in me je malo to vzelo. Res, da pol sem se sprijaznil, ker pač meni ta šola sem se takoj na srečo najdu v smislu, sem vedel, kaj hočem delati, kaj me je zanimalo, se je malo dal šolo na stran, ampak še vedno sem rekel, bom končal dobro. Tako da maturo sem jaz naredil 3-3-4-4, slovenščina 4, ki ste pičke. Hočem reči samo to, da pač ne zapast v družbo, ki je okrog tebe, če tebi ta družba ni cool in če da ta družba je slabo vpliv. Lahko izkušnje povem, da sem prvi letnik bil sam svoj in so me toliko boljeli, da je bilo grdo videti, toliko boljeli, da pač dejansko te fante klicali, so jih hoteli pač ekspelati iz ja, ekonomska, jaz sem prišel kot en dajk, biondo, debel, pač. Jaz sem bil bolj mi, razumeš, pač pisalo mi je na čelo. Ampak nikoli mi ni bilo, jaz sem še vedno foral sebe, ne. Dokler ni bilo tako bala, da sem pač dejansko hotel blendati in pač zapadel v to družbo in blendal in ampak it built my character, mislim, je prav, da se je to zgodilo, vse je z razlogom. Ampak ja, mislim, bodite, probajte biti to, kar ste. Naš najljubši del tega podcasta, vprašanja. Prej vsakim podcastom imamo na Instagramu vprašanje, da vi nas nekaj vprašaste. Bedrac.a Kaj ste delali čez poletje? Ste kaj potovali? Tim, ste kaj potovali? Ne, delal sem in prvi del obdobja pil, zadnji del poletja pa se probal najdeti. Jure. Jaz sem pa bil okoli, ja. Jaz sem bil v Madridu, v Španiji, pol sem bil dvakrat na Hrvaškem en teden sem bil na Dugem otoku, en teden sem bil na Krku z barko in Rab tam okoli. In to je to. 3 tedne skoraj okoli. No, jaz nisem mogel iti nikamor, ker sem si pravil, da bom naredil diplomo na prvem mestu in mi je šlo v kura celo poletje. Še vedno sem imel lepo, ampak ja. Jaz bom rekel, to poletje je bilo zame fantastično. Si užival? Ful. Mak je to. Ful smo pogrešali Tima in povejte mi, kako se približa tipu, ki mi je všeč. Kaj to je moški? Ne vem, ženska. Je to ženska? Kako se približa tipu, ki ti je všeč? Lajkaj mu story. Ne. Lajkaj mu story prvo. Dari ga. Pol mu lajkaj sliko. Ne. Kaj? Lahko jaz povem, pol boste vi dopovedali. Lajkaj mu story in pol dej ti en story, da vidiš, če ti lajka story nazaj. Če ti ne mu pol napiši na story oh wow. Ali pa, če ti on lajka na story nazaj, če ti pošle recimo reaction na tvoj story, ko mu ti lajkaš story, mu napiši hvala in pol če nadaljuje pogovor, si mu všeč. Pač pristopi do njega. To so res te srednješolske. Pa se za publiko. No, povejte vi dva, ajde. Pač pristopi do njega. Kaj pristopi do njega? To je ful slab na svet, stari. Ma vidim, kako tebi gre, stari, smo videli. Ma quanto sei alto? No, dej, prevedi v slovenščino. Povej, kaj je bilo. Jure je retard, on tle neki glumi jebača, ne vem kaj. Prevedi v slovenščino. Ampak on, kako se sploh temu reče? Ne vem. To, ko imaš kao... Karizma. Od Jureta Riza je tipo minus, stari, minus, pač jaz zmotim ženske 10krat prej ko on, pač tip je nula uživa. Totalna, pač totalna nula. Ona mu reče pač, ma koliko si ti visok in Jure, Nisem niti štekal, da bi hoče pet. Neki hočeš še z njim govoriti dalje, ono ti vidiš čez berlinski zid in on in jaz zraven gledam in sem kako sploh ti dobiš
od spod, mislim, razumem, hvala Bogu, Torej, nema, jaz se ne znam, dobro, da je njemu Bog dal višino in da je pač, da on ni visok, da on bi bil moja višina, kdo bi tebe pogledal? Noben, stari, noben. Ena punca, da bi ti bil visok 1,50 m in ne vem, bi malo bolj buckast, Kaj nisi, ti bi bil nisi štekal, da te je pecala? Vrati sem 1,95 m. Kako si tu ali to? Ne, prvo temo, da jaz sem bil s timom na pijači. Ja. Ja, pač nimaš Ki me je riza, peljal, jebe ki me je ga, že peljal. dostikrat se je zgodilo to, da sem bil zraven, ko so se ti metali in res nimaš fucking riza. Boj bi se, da si visok. Dobro, okej, si bil na pijač s timom in... Sem bil na pijači s timom in pol, že ona je rekla, no to je za vas, ker ste mi ful simpatični, kao, neki nam je dala ekstra, ne spomniš, kaj je rekla. Ja. Okay. In simpatiko. In cel čas je bila taka biondica, več je bila samo jore. Okay. Ni bila, da sem vez, da si ti cool, pač, nisem Če vedel. vejo, da hodim tam, sem gej človek, stari. Ja, pa jaz sem vez, da so oni videli, da sem jaz gej, ki sem s mutu z tabo. njim dela tam in valjda mi je vsem povedal, da je edini človek, ki mu nisem dal. No, in pol, kao, grem plačat jaz Ja. za mojega miška. In mi reče ona, ma quanto sei alto? Jaz To pomeni, koliko si visok. Ja, Ne. 1,95 kao, ne, rečem. 195. Ja, in pol ona reče ma kaj vidiš, pač tudi ta njen riž je bil slab, sorry, Ja, ono, bil, kdo to ja. reče, stari, ono, ma kaj vidiš čez berlinski zid, kao, Torej, jaz sem- moraš malo pomisliti, ne, sem bil, na čakaj, se kaj, navezuje. jaz sem bil, jaz sem tam, Ja, je kaj? bil slab, ampak dobro. Ja, in jaz sem bil, haha, pač, res, ja. Je bila lušna? Ja, tako. Ja. Neka, fora je bilo samo tam, da jaz res nisem štekal. Pač, jaz nisem niti šel za tem, jaz mislim, da pač dejansko je pač nekaj zanimalo in jaz sem bil samo, nisem bil v trenutku. Dobro, gremo naprej z vprašanjem. No, če vas bom zaprašal, wow, koliko si visok, jo pač ne zanima, ni to ženska, ki hodi do tipov, ki jo Dovolj, zanima da te višina dvignem. tipov. In kaj bi jaz mogel reči, kakor hočeš. Drugače, tudi jaz znam dobro te stvari delati, okay? Ampak takrat res nisem štekal. Znam. Res znam. Ja, ful. Res znam. Ful. To uno, zabiješ se z avtom, znam voziti, ampak znam. Ne, ni res. Jaz sem ful dobro voznik. Drugače sem pristopil do ene v fitnessu. In je šlo super? Prosim, mislim, ne morem to, ker pač, glej, vroče mi je še, Oh, ko poslušam Jure, oh, ne, me ne briga. majke mi. Ja, okej, wow, končno Ja. enkrat v tvojih 28 letih ti je uspelo pristopiti do punce. Ti Ni res, drugače bodi to ni res, vesel, da ste pristopili ti je- do punce. Da ti je Bog dal višino. In that's it. In dolžino. Let's move on to that. Ne, čakaj. Veš, ko sem elegantno pristopil? Jaz ja, hočem briga prebrati me, vse. vprašanje. Prav, v redu, pa nič. V glavnem ni res, No, da ne dej znam povej, pristopiti. kako si elegantno pristopil. Jure ima ful reza. Čau, kaj ti tle telovadiš, kaj te lahko malo zmotim. Ej, pač to fisiš. Ma, dej, Dobro, kako bi pa ti pristopil, kaj? Povej. na kosilo. Kako bi ti, ajde, kako bi ti Nekaj si pristopil? tako Dej, da te pristopil. peljem Tipo, jaz s sem svojim bil na- motorjem nekam, da nekaj spijemo. Ej, tako vem, imam plac v Bog je, vse Trstu, grejo čez tako lepo isto. gor, imam en barček, sem že rezerviral bom za napil, jaz. da ti bo pol malo In bolj to lažje. lahko gremo tako malo en giro, veš. No, Zaključila? povej, kako si jo upecel. V PC-ju nisem, ki pol mi ni več odpisala, ampak sem probal. Ampak Torej, no, deli, kako ne upecati. Ma kaj pizda, moraš pristopiti. Ja, no, V glavnem, povej. v glavnem v fitnessu je bila ena simpatična punca in sem šel do nje. Tako, v bistvu neki, vse se je neki motalo okoli mene. Ne? Kaj če pač telovadila zraven na istih mašinah? Ma, ok, whatever, ampak sem rekel, še vedno je bila lušno, bom, kaj, ono, če ne bom, mi bo žal, pač, fuck it. Dobro? In grem do nje, ono, ejla, čau, kaj ti, v smislu tako, in ono, kaj reče, kaj, so ono, fuck. Ti bi šel upecati do fitnessa, medtem ko imaš slušalke. Ja, gor. kaj ne naredim? In kam me veze? Pol je dala dol in sem prišel, kaj ti se ful si Gre lušna. ona ven, Se rekel, recimo, se rekel, ti lahko jaz povem, čakaj kaj da ne. povem, se rekel, ful si lušna, ono, kaj ti, ne vem, nisem spomnil, kaj sem rekel točno, pa smo začeli se pogovarjati, ne, in tako. In pol se je rekel, ono, kaj, bi šla na kakšen drink, ali kaj, tako pač, in ono, ja, lahko se, in pol se je napisal na Instagram in ni bila pol toliko zainteresirana. Dobro, si šutal šot, ni šlo. Ja, sem šel to šot. Ja, si šel to šot, pridem. Drugače edino, zdaj povejte mi to. Evo, to- imam en ful dober primer, Sem bil zadnjič v Mercatorju in bila je ena res lepa punca. Prodajalka? Ampak ne, prodajalko bi znal. Prodajalke znam vedno rizniti, ampak ne znam pa rizniti oni, ki so v vrsti. Okay, če sploh je možnost to, lahko ti upecaš žensko, ki je za tabo v vrsti. Ja, zakaj? Ok, povej situacijo, kaj je bilo. Okay, nič, pa za mano je bila in jaz nisem vedel, kaj narediti, pa sem Kaj je hotel. imela v roki? Kaj je kupovala? Nič, tipo, samo Dora je bila in ne vem, kaj, ne spomnim se, kaj je imela. Pa In to kaj, lahko uporabiš, kaj kupuje? O, piščančka, jaz imam tudi to je piščančka.
Kot ti narediš Milijon piščančka, te lahko jaz No, ajde, daj mi eno dobro varianto. Jaz, Kaj? Pa pogledaš, kaj kupuje, tako vidiš, kaj je vseba, kaj je všeč. Kaj rokniš njeno po nesreči. pa če je tipo za tabo in ne moreš narediti neke... Ok, jaz sem pred Jaz bi se blagajničarko. sklonil, Ne. Ma ne, tipo, tudi če ti je noč biti učiten, vzameš tako čingume, samo malo, lahko vzamem eno čingume, hvala. In ne vem, si Kaj pol in kaj pol? Si ti dobri te, neki, v trgovini si 101 stvar imaš. Ja, Ne vem, res. jo vprašaš, Ne, dejansko sem bil na kaj jo vprašaš, ne vem, kaj imaš kupončke danes, imaš kaj popusta, kaj Kaj da? imaš pika kartico? Pač ja, neki. Kaj pika kartica je? Kaj ti, ki staka pikica, Pač imaš neko pika foro, ki se kartico? začne smejati. Ja, pa Pač. si v Mercatorju. Drugače, ja, zdaj ko razmišljam, zakaj nisem mir. Res imaš dosti opcij. Pač res je uno, ne vem, pač jo prav pogledaš, si pika kartica je. In ona je bila kaj in ti je ono, A pa če ne drugo, imaš tipiko, ne, jaz sem varčen in tako ne te gleda v vat in pol malo haha. slabo na te, ampak. Dobro, dajam mu Ja, nekaj. ja. Ne, recimo, dajam mu. evo, kaj bi bilo lušno? Ok, ma je bilo tudi tako, veš, ni bilo nobenega okoli in jaz pred blagajničarko in ona za mano. Kaj tebe se da kupiti? Ja, tu je na dobro, ja, popustu. dobro, drugače, ja. Dobro, ampak zdaj, smeš, da jaz rečem, hej, kaj tebe se da kupiš, ko je creepy, ko ti reče, to je 2-metrski tip. Ne, ni, ti narediš kripi, ker nimaš riza. Ne, veš kaj bi lahko, ko ti prodajalka spi bipa in reče, kaj to je to, še kaj, ja, še gospodično za mano. Ja. Jaz še njo bi, Ja, in pol kaj, ok, pol imaš tam prodajalko in to Ja, gospodično pač, za tabo. In ja, kaj in pol zdaj, jo pride počakaš, ven da pride ven? Veš kaj je to fora, moraš biti pošten. V tej situaciji rečeš prodajalki, una se boji tako malo tako, ha, in prodajalki, di, pomagaj mi jo malo tako, koliko je lušna in prodajalka, veš, če je za foro, bila vse malo Srbije tako se more, neki, pol bo ona te dojela, ki ste kul. In pol, pazi to, ti greš pred trgovino, počakaš, in on tam pibip, in pol počaka, in pol porabiš tam, ful si mi lušna, kaj bi šla na drink. Da se, vse se da. Marko underscore Zajc, nič 9, random pick-up line, no, zdaj smo jih nekih par dali za v Mercator. Random Ni za pick-up kaj. line, kjer je dober pick-up? Čeprav pick-up line tvoje ne pali, stari, ali palijo pick-up Ne, line? no, do okolja. Pač ne vem, recimo, kaj bom še... Ne, ma vidiš, če si v Mercatorju, narediš neko Okej. foro na trgovino. Dej dovolj s temi pick-up Oh, line. povej ti, kaj ti, kako ti si pač gej, je drugače. Čau, jaz sem gej. Ja, če jaz sem gej in jaz sem gej, gremo seksat. Vidiš, oni imajo to, Ja, to do point. ko si straight, je vse težje. Ja, ali pa pač nimaš riza. Dobro, gremo naprej. Dobro, nimam riza tako 10, ga imam tako 6. Ne. Mislim, da imam manj kot 6 Imaš. riz. Pa ti Manjko še. nimaš, ti si postaven tip. Ti si, pravim, to da je je tvoj samo, riz. to, da si Ti si visoki postaven, pol. Če ti bi lušen bil tip si. 1,50 m, Malo si zabaven in to je dovolj. To je lihuno, da pokažeš, da nisi papak. In pol pač jih ti dobiš. si uno za me doma v vetrini, veš, da lahko... In kaj tebe niti za vitrino te ni zadal? Ja, vem, ker jaz sem... Ok, Zavklen gremo druge naprej. atribute. Marko Lovrencec, v katerem baru dela tim? Tim? V Kortabaru. Lara B. 9601. Če bi lahko izbrali eno svetovno znano osebo za poljub, katero bi izbrali? Tom Margot Hardy. Robbie. Počasi, kaj? Tom Hardy. Margot Robbie. Pač Tom... Oh my god. Ali pa Ian. Nobeno, ker imam punco. Ja, lahko rečeš... Dobro, pač, mislim, ne seri, To je kaj? kar neki. Jaz, Ne če boj bi bil pička, partner, stari. če bi moj partner Ne boj rekel, da je pička. imel možnost, da seksati, ne vem, z nekom pička. slavnim, jaz sploh ne bi bil ljubosujem, bi rekel, Reči. je v redu. Reči. Sabrina Carpenter. Okej. Lušno za popizditi. naprej. Lušno Kdo za je to? popizditi. Julija Ule 44, zakaj Jure zamuja? Ker nima spoštovanja do drugih. Ker je oportunist. Filip B. Ricel, ker uro Marimanič, Sejko SKX, nič 7, jubile pasek. Pavlič underscore Neja, kdaj bomo pa punco spoznali? Nikoli. Jaz tudi še nisem spoznal, tako da ne vem, če obstaja. Tako je. Ona je mit. Wish Hair Lover 69, pogrešali smo tima. Mi tudi. Kaj ni to lepo tako, da ste videli prerojenega? Ja. Novo mislim, obdobje. da je prav, da je malo pauze, tako da nisem preveč tu. Ja, se strinjam. Rožle underscore Grubič, kaj je vaš življenjski cilj? Tim, si ga zdaj ti kaj spremenil? Lahko je full kliše, Se poročiti s Timom. Biti srečen. Pač pač to mi... Ko bi te udaril, stari? Življenje je fucking kliše, 100krat sem že rekel. Pač Ti nočeš biti srečen bi rad srečen? bil, najtežje je biti srečen. Jaz v bi tem pa rad... življenju. Kaj si dobre volje, danes nisi. Jaz bi pa rad Male rešil miške. svet revščine. To je lepo, To je Jure. lepo, Jure. Samo ti ne bi, ker si Da ne bi, pohlepen. da ne bi, da ne bi bili, oseba da in ne bi gledaš bili, samo na sebe, ker si ekstra da ne bi bili, narcisist, čavo del. da ne bi bili lačni, to bi jaz rad. Jaz bi ful, da Jure utihne enkrat.
Preglav Matic, kaj je najdražje darilo, ki ste ga komu kupili? Pa jaz menim, da en digitalni okvir za mojo punco. No vem. Na kit, verjetno. Kaj, Jure? Kaj? Veš, kaj prijemo tle nazaj do personaliziranih daril, v smislu, da veš, kaj je punci všeč. Ona ima ful rado tako slikce v okvirju, kaj nabaviti, okvir, ki ima 100 slik lahko notri. Geni, ne za kaj. Ti je kupil zaslon. Ja. Kavič _N9, spet, zakaj Jure zamuja? Zato, ker smrdi. Kaj nekaš govori, da zamujam, ker vi ste bili prehitri? Ne, ti zamujaš. Luc _JJ, koliko plačate editorju? 2 čevapa? Ne 3. In lepinjo, če je priden. Košar _Lara, še zadnje vprašanje. Kako lepo zavrniti fanta, če fant želi nekaj več kot samo prijateljstvo, a ne čutiš enako? Ma, ful dobro. Ma nisi ti, sem jaz. To je ja, pač rečeš, da ti nisi pripravljen, Ma ni to na tebi. Pač, jaz bi bila s tabo, samo pač ni to. Pač jaz trenutno nisem za zvezo, ne morem zdaj. Saj si ful v redu fant, samo pač v tem obdobju, jaz se moram še prej najti. To ponovadi pali. Ja. To je to. V glavnem, to je to za naš podcast. Imamo dober dan majice na linku, pejte vsi prečkirati. Jure, kaj še imamo? Zakaj imaš ti tako lepo frizuro? Kdo ti je naredil tako lepo Imamo frizuro? najjačega barberja na obali. Na obali. Imamo najjačega barberja na obali, ki se kliče Barberian. Res dela jake frizure. Najdete ga na spletni strani Barberian. Na Instagramu Na Barberian. Instagramu. Tam se lahko rezervirate termin. Res tip dobro brije. In zdaj kmalu bo Jure imel kaj? Kmalu bo imel en event 21.9., tako da boste več informacij našli na njegovem Instagramu. Mogoče se vidimo. In kje še jemo? Ja, mi jemo na restauraciji El Toro člani burger, pejte vsi čekirati. Jaz sem bil prejšnji teden tam in so rekli celo eni 3 Nemci so naročili 3 naše burgerje. Nice. Tako da, international. Pejte vsi čekirati v Kopru, Jure, to je to. Veste kaj še? Jaz sem malo gledal našo analitiko in vas ful ni subscribanih. Tako da vi. Dajte en subscribe, da nas malo podprete, pa delite z vašimi prijatelji in sestrami in bratranci. Tako da se vidimo naslednji teden. Čau. Čau.